Čakaj, da imaš nekaj. Dobro. Nino, glede na to, da se že poznava, ko si bil še mali pubec, sva se pred pogovorom odločila, da se tikava. Kako si? Danes prav fino, vreme je čudovito in v vaši družbi je vedno lepo. Zakaj sem rekel vaši, mislim celotno vašo ekipo, sva se pa zmenila, da bova danes seveda na ti. Ne moramo mimo zadnje zgodbe v reviji Vklop Stop. Ko ste bili mladi oziroma ko si bil mlad, si pobegnil od doma. Kaj dejansko se je zgodilo, da malce več poveva tudi tistim, ki do revije še niso prišli? Veš kako je, jaz sem rabil nekaj časa, da sem se tudi malo sprostil, da lahko o tem bolj odprto govorim, ker to so stvari, ki jih mora človek pri sebi predelati. To so težke stvari, težke zgodbe iz moje mladosti. Jaz imam drugače zelo dobre odnose z mojo družino, z mojimi starši, se res neverjetno dobro razumemo. Že takrat smo se, je pa res, da sem jaz kot najstnik imel mogoče kakšno leto, ko sem bil blazno naporen. Jaz sem bil nemogoč, res, in če zdaj pomislim, da bi jaz zdaj v tem trenutku imel recimo otroka najstnika, ne vem, kaj bi kot starš naredil, ker bi se mi po moje odpeljal, po domač povedan. Takrat sem res kar par takih zadev naredil in ena od teh je bila, da sem pobegnil od doma in tako kot piše v aktualnem vklopu, Vklop Stopu, ne samo enkrat, to se je zgodilo v bistvu kar dvakrat. Bil sem toliko noro zaljubljen v eno sošolko in mi smo se ravno takrat z družino preselili iz Štajerske, iz Velenja, kjer sem preživel svoje otroštvo, smo se preselili v Ljubljano in to je bilo meni takrat, svet se mi je podaril, nisem je mogel več videti in mi je bilo res zelo hudo. In zdaj, ko gledam nazaj, se seveda smejem pri tej zgodbi, ker je smešno, ampak takrat sem dejansko jaz potem enkrat se usedel na avtobus, odpeljal in pobegnil od doma. Nisem se jim javil na telefon, to je bila res za moje starše, zdaj, ko gledam nazaj, vedno imam kar cmok v grlu, ko se z njimi tudi o teh stvareh pogovarjam, ampak zdaj se vsi te zgodbi doma smejimo, je bilo pa takrat, ker ni bilo prijetno, ko sem se vrnil domov. Ampak si pa dobro skrival, glede na to, da sva imela kar precej že intervjujev tako na radio, televiziji. Nihče ni niti malce posumil, da v tebi nekaj vre, da je nekaj narobe. Ne, da je nekaj narobe. Človek, tako kot sem rekel, rabi, da ene stvari predela in nekako nisem prej zbral poguma, da bi o tem govoril javno. Tako kot sem rekel, še doma, ko se danes pogovarjamo, pa se res z mojimi starši super zastopimo, se imamo radi, si pomagamo, ampak enostavno, to so res take stvari, ko te zaznamujejo v življenju in to ni mala stvar. Takrat, tako kot sem rekel, to je bilo res za moje starše kar ena neprijetna stvar, ker sem doma pustil eno, mislim, da poslovilno pismo, v smislu, da jaz ne morem več tako živeti, da imam vsega dost, da jaz brez nje ne morem. Kaj pa najbolj hecno pri tej zgodbi vse skupaj, da jaz potem te punce celo srednjo šolo nisem več videl. Ona je živela v Velenju, oziroma mislim, da še vedno živi. Potem sem se pa videla na faksu na enem mojem koncertu. In sicer sem nastopil, se še zdaj spomnim, poletje je bilo v Poreču na sosednjem Hrvaškem. Nastopil sem za slovenske otroke, ki tam preživljajo poletne počitnice v koloniji. Imel sem tak manjši koncert za njih. Ona je bila pa vzgojiteljica tam. In ko sem jaz njo zagledal, to je bilo takoj tista energija. Nisi pobegnil? Nisem pobegnil, sem jo pa takoj pol pri naslednji pesmi povabil na oder in sva se oba smejala tej zgodbi, ker mladost je norost, pravijo, in to na lastni koži sem občutil drži kot pribito. Mnogi pa ne vedo, da recimo pred mano stoji profesor. Pred 4 leti sem končal študij na Akademiji za glasbo, smer glasbena pedagogika. Nekako, bom rekel, nerad se s tem hvalim, po domač povedan. Ker se niti nikjer ne podpišeš, ne z nazivom. Zadnjič, ko so se pogovarjala, ko so delala intervju za aktualno Vklop Stop revijo, sem mogel prav pomisliti, kakšen je moj čisto uradni, ta prav naziv, kako vse pride, se pravi ime, priimek, vejica in potem vse tisto, kar se in kako pride? Zdaj sem se naučil magister, profesor glasbene pedagogike, tako da zdaj se znam podpisati, ampak nikoli se še nisem. Nekako se mi zdi, da se mi ni treba, da na koncu šteje tvoje delo, pa to, da ti kot človek ostaneš iskren in prijazen do soljudi, to na koncu največ šteje. Vsi ti nazivi, sicer je fajn, vse, ampak se mi zdi, da je vse tisto ta pravo, kar pa šteje, kaj človek dejansko naredi. Preden se posloviva, omenil si tvoje delo, na kaj si najbolj ponosen? Če se ne motim, so 3 albumi in nešteto pesmi tako zate, kot za druge glasbenike, ne? Ja, tako je. Zdaj teče že krepko čez 10 let moje ustvarjalne poti, potem se je nabralo, se pravi, 3 albume sem izdal, kar je v teh časih
sem kar mal ponosen, pa mislim, da se lahko upravičeno. Poleg tega sem pa veliko napisal tudi za druge izvajalce. Pred kratkim sem dobil en tak spisek, dobimo avtorji vsako leto neko statistiko, čeprav številni, moram reči, jaz nisem najbolj, ampak tam je pisalo, da imam zdaj, mislim, da preko 130 avtorskih del za izvajalce, kot so od Helene Blagne, Nuše Derende, pa do mladih talentov, kot sta recimo Anabel, pa Tilen Lotrič. Delal sem recimo tudi za rockerje San Diego, pa za poskočne muzikante. Skratka, stilsko zelo raznoliko, ker imam res glasbo neverjetno rad. To je moje življenje in zelo rad tudi mešam glasbene stile in zato rad sodelujem z različnimi izvajalci. Skratka, 130 komadov je pa kar že ena lepa številka. Na kaj sem najbolj ponosen? To, da lahko že toliko let v bistvu počnem to, kar res najbolj ljubim, in to je pač glasba v vseh pomenih besede, od ustvarjanja, petja, pisanja svojih skladb do konca do poučevanja. Moji dnevi so res od jutra do večera je muzika non-stop. In če končava z glasbo, glede na to, da je tvoje življenje, glasba ne more vam mimo zadnjega najbolj aktualnega singla oziroma pesmi, na katero si zelo ponosen, nam lahko kaj več poveš? Seveda. Zakaj sem tako ponosen na to pesem? To koronsko leto je bilo za nas glasbenike drugačno. Je bilo težko, jaz sem sicer, bom rekel, kar deloholik, rad delam, rad ustvarjam, se mi pa zdaj prvič po tolikih letih zgodilo, da sem dejansko vmes izgubil totalno motivacijo in sem bil 14 dni totalno len, ležal sem, nič nisem počel. Nisi pa nikamor pobegnil? Tokrat ne. Kot najstnik pa, kot sem rekel, dvakrat. No. In potem sem se nekako spravil k sebi in dobil spet navdih, najdu motivacijo za delo naprej in sem rekel, nič. Prej sem že omenil, jaz sem velik optimist in tudi v slabih trenutkih probam najti, bom rekel, nekaj dobrega. In sem rekel, dajmo mi to čudno leto izkoristiti sebi v prid in smo z mojo ekipo posneli to novo pesem z naslovom Ko si z mano, hkrati pa tudi en prav poseben videospot. Nam lahko kaj več veš o pesmi? Pesem govori preprosto o tistih lepih trenutkih v dvoje, pa ne samo v ljubezenskem smislu, ampak tudi, ko si s prijatelji, z družino, se pravi, ko si z ljudmi, ki jih imaš rad, takrat je najlepše. In moram reči, da ko smo snemali ta videospot, je bila ob meni ekipa, tudi veliko mojih prijateljev, ki so pomagali. Celo leto smo snemali pravzaprav ta videospot, 20 snemalnih dni, v vsakem letnem času nekaj kadrov. In zato sem res toliko ponosen, da smo uspeli kljub vsem omejitvam in vsem preprekam, ki smo jih imeli, nekako, bom rekel, to speljati in vse papirje poštimati, ker je bilo vse tip-top, tako kot je treba. Je bilo kar nekaj zapletov, ampak na koncu se vse super išlo in sem zelo vesel, da je tako. Verjetno ne bi bila prepreka, če sedaj nam zapoješ delček pesmi, preden se posloviva. Z največjim veseljem tebi predajam svežo revijo. Jaz pa tebi mikrofon. Hvala lepa. Ko si z mano je naslov pesmi. Lep dan vam želim še naprej, spremljajte družabna omrežja in revijo Vklop Stop. Zdaj pa torej, ko si z mano. Ko si z mano, vse je neminljivo, tvoja mi bližina nežno šepeta, vse je v barvah, prej bilo je sivo, Ko si z mano, vse je enostavno, tvoja mi tišina nežno šepeta, vse je v barvah, prej bilo je sivo, Lepo se imejte in srečno.